Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Že kar nekaj časa se nisem oglasila, ker sem pač zelo zasedena, ampak sem si rekla, ker tudi same stranke, ko pridete, pravite, kako vam je luštno video tudi posluša, da je malo daljši, da se kaj razloži. Sem se odločila, da je danes čas za eno zelo pomembno tematiko, ki jo ponavadi ne naslavljamo, in sicer gre za nego kože po 35. letu, po 40. letu, po 50. letu. Ponavadi se to reče, da je ženska v perimenopauzi ali v menopauzi in potem vsi, ko vidijo to, roke stran. Ampak to je nek proces staranja, tudi pri ženski, ko gremo torej od tega, da imamo napet obraz, napeto kožo, da so hormoni v ravnovesju, do tega, da se vse skupaj majčken podira skozi leta, in temu se moramo seveda tudi primerno prilagoditi našo nego kože. Ker, kaj opažam? Veliko strank prihaja točno v teh letih z besedami: Veronika, jaz sem do zdaj imela tako čudovito kožo, nobenih težav, nikdar nobenih težav. Imam kozmetiko, jo redno uporabljam, to kozmetiko uporabljam že 20 let, 10 let, nikoli nobenih težav, zdaj pa kar naenkrat mozoljčki, preobčutljivost, suhost, tekstura, izguba sijaja. Kaj se dogaja? Kar naenkrat se vse skupaj poruši. In seveda vsi iščemo razloge, zakaj. Zakaj se pa najdejo razlogi tudi v tem, da se staramo in koža se z leti spreminja. Naša koža ne bo vedno enaka, še posebej, ko se spremenijo nivoji naših hormonov. In kaj se dogaja po 35. letu nekje, lahko tudi že prej, začne upadati nivo hormona estrogena in to močno vpliva tudi na kvaliteto same kože. Koža postane bolj suha, koža postane tanjša, bolj občutljiva, manjša je sposobnost, da se obnavlja, tako da se koža lahko po teh letih v enem momentu začne obnašati popolnoma drugače kot prej. In tudi je znanstveno dokazano, da na primer v prvih 5 letih menopavze ženska izgubi naenkrat 30% kolagena. To je ogromno. In do te menopavze, ki je nihče noče tako imenovati, do tega procesa pa mi že po 30. letu približno izgubljamo konstantno kolagen. Zato se naša koža počasi konstantno spreminja in doseže včasih nek vrh, kjer pač ne želi več, ne sprejema več določenih izdelkov, ne sprejema več določenih učinkovin. In namesto tega, da se obrnemo k agresivnemu anti-age pristopu, uporabo kislin, močnih retinolnih serumov, kakšnih agresivnih čistilcev, da pozabimo na zaščito pred soncem, torej da pristopimo k staranju kože napačno, lahko naredimo več škode kot koristi. In situacija mogoče po kakšnih kislinah zgleda za en teden super, ampak se potem vse samo še bolj podre. Kaj smo opazila, je najboljše pri takšnem stanju kože, da mi analiziramo, da točno vidimo, kaj se dogaja, kje je problem, če nastajajo mozolji, ali so to res akne, ali gre samo za neke preobčutljivostne reakcije kože, kar se velikokrat zgodi. In potem na podlagi tega počasi sestavljamo smiselno rutino. Manj je več. Z manj je več. Torej, tukaj ne gre za to, da bomo kupovali en kup serumov. Tukaj gre za to, da imamo konstantno neke izdelke, točno vemo, zakaj jih uporabljamo, za vsakega posebej, in jih uporabljamo konsistentno. Torej, ne gre za menjavanje, gre za to, da se čim bolj ohranja v takih primerih bariera kože, da se ohranja kvaliteta kože, da se omogoča koži, da se ta lažje obnavlja, lažje opomore od določenih stvari. Pa če zdaj govorimo direktno o nekih stanjih, kaj se velikokrat zgodi? Kar naenkrat je koža občutljiva. Nikoli poprej ni imela nobene reakcije, nič ni peklo, kar naenkrat koža peče, koža je tanjša, s tem bolj propustna,
ne prenese več določenih izdelkov, največkrat opažam, sicer so to ravno neke eterična olja oziroma parfumirani izdelki, kombinacije različnih ekstraktov, kombinacije različnih sestavin in tega enostavno koža več ne prenese. Zato je potrebno enostavno izdelke prilagoditi trenutnemu stanju kože. Ja, ponavadi je tako pol, ne. Ta krema mi je bila do zdaj super, jaz sem jo uporabljala ne vem koliko let, zdaj me pa kar naenkrat peče, ne. Pa ni krema kriva, ampak se je spremenila naša koža in naša koža tega več ne prenese. Potem se lahko pojavljajo tudi kakšni hormonski mozolji, ne, tukaj tudi na tem področju čeljusti, na primer, lahko pa so to popolnoma preobčutljivostni mozoljčki, ki se včasih zdijo kot akne, pa v bistvu niso. Potrebno je samo prilagoditi nego, ne. In potem pridajo in rečejo, pa jaz sem imela akne, ko sem bila v srednji šoli, kaj se zdaj to dogaja pri 40 letih, ne? Ampak ja, koža se spreminja, ne prenese več vsega. In potem je lahko suha, masna, hkrati tako imam pust izraz, koža je dehidrirana, ampak po drugi strani se mi zdi pa, da je masna in ne bi rada SPF-a, ki masti kožo in tako dalje. Tako da to je zelo dobro, da mi točno vidimo, ko analiziramo, kakšen tip kože oziroma kaj koži manjka. Ne? To je zelo pomembno, zato da jo potem dovajamo tako vlago kot lipidne komponente. Dostikrat je koža tudi bolj rdeča na določenih mestih ali pa se opaža, da pri določenih, na primer, pri prehodu iz hladnega na vroče, pri pitju alkohola, pri pikantni hrani, pri stresnih obremenitvah koža postane kar naenkrat na določenih delih obraza rdeča. Ne? Na začetku ta rdečina zginja, potem mogoče že počasi obstoji in tukaj so lahko že razna stanja, ki namigujejo na to, da se razvija neka rozaceja, kar se pač zna tudi pri ženskah pogosto zgoditi potem po 30. letu. Potem je pa tudi še izguba tega sijaja, ker koža upade. Če se zgubi, koža izgleda bolj utrujena, ni nahranjena, ne izgleda sveža. In ravno zato so potrebni določeni izdelki. Je pa res, da največkrat nam izdelki, ki obljubljajo glow, gre v bistvu za kakšne kisline, ki eksfoliirajo. Zelo velikokrat pa koža v teh letih, ko postane preobčutljiva, daleč od tega, da potrebuje redno nanašanje kakšnih kislin na kožo. Tako da tudi frekvenca vseh teh agresivnejših aktivnih komponent je tudi potrebno, da se zmanjša. Torej, še enkrat, da ponovim, kar jaz mislim, da je bistveno, je, da res poznate svojo kožo, da točno veste, katere izdelke uporabljate, zakaj jih uporabljate, da pristopite nežno, uporabljate preparate, ki pomagajo pri vlaženju in pri dovajanju lipidov, uporabljate nežne čistilce, nujno uporabljate tudi zaščito ob izpostavitvi soncu in pa seveda manj agresivnih sestavin in konsistentnost. To, kar uporabljate konsistentno. Tukaj ni zdaj nekih čarovniških, da probavamo vseh mogočih serumov. Gre za to, da si najdete tiste, ki vam res odgovarjajo in to konsistentno uporabljate. Zato je tudi pomemben včasih rečem, ta cenovni vidik. Vi lahko kupite nekaj, kar je res drago, ali pa kar je res poceni, pa mogoče res poceni ne bo ravno primerno za vašo kožo, pa niti ne nujno, ali pa zelo drago, pa potem veste, da ne boste uporabljali konsistentno, ker mogoče nimate tega budžeta za konstantno uporabo. Tako da je potrebno res pretehtati določene stvari. Zelo pomaga tudi LED fototerapija, ki je neinvazivna metoda, da izboljša samo regeneracijo kože, teksturo, povrne ta sijaj. V bistvu spravi mitohondrije v naših celicah na nivo, da zopet dobijo tisto energijo, da pravilno delajo. In s tem se v bistvu tudi pospeši sinteza kolagena. Ta sinteza, ki še vedno poteka. Tako da za vse nasvete se lahko obrnete name, jaz si tukaj vzamem čas, lahko analiziramo, gremo čez vsak izdelek, dobite rešitev, dobite neko smiselno
rutino in pa priporočila za naprej. Tako da o tem se je treba več pogovarjati, mogoče vsak preskoči, ko vidi perimenopauza, menopauza, tudi jaz sem, ampak potem čez leta opažaš, da nekaj se pa res dogaja, ne? Pa mogoče, če ne bi bila taka grozna beseda, bi se o tem več govorilo, ampak to je enostavno potek naravnega staranja, ki ga doživljamo vsi. Pa marsikatera ženska pri sebi niti ne ve, da to lahko zelo vpliva tudi na kožo, zato lepo vabljene k meni. Lahko mi pišete preko www.skincareslo.com obrazca ali pa preko Instagram, Facebooka, sem vedno dostopna in odgovorim, ko le lahko. Lahko si pa več preberete tudi na tej moji spletni strani, ki sem jo omenila, www.skincareslo.com, in pa me kontaktirate, če vas še kaj dodatno zanima. To bi bilo to, upam, da ste dobili nekaj uporabnih podatkov, o tem se je treba pogovarjati in vedeti, da v različnih obdobjih naša koža različno reagira in ima različne potrebe, tako kot imamo različne potrebe v življenju skozi življenje. Vsem želim prav en lep poletni pozdrav. Čau!